En lep pozdrav, dragi moji zeliščarji. Evo, teden je naokrog in mi se spet takole vidimo. Upam, da ste preživeli lep teden, da ste si nabrali kar nekaj zelišč. Glede na to, da je zdaj kar dosti cveti, raste, imate verjetno že polne roke dela. Zdaj, kot mogoče že veste sami, je bezeg v polnem cvetju in verjetno ga že lepo pridno nabirate. Vendar bi vam kljub temu rada danes predstavila druga zelišča, ki so mogoče za vas nekoliko manj poznana. No in prvo izmed njih je, mislim, da ga že vsi poznate, evo, poljski mak. Mak je, bomo rekli, en tak simbol smrti, sna, obilja in ljubezni. Da na začetku kar malo razložim pa razčistim. Poznamo več vrst maka. Imamo uspavalnega, kalifornijskega in rdeč poljski mak. Kakšna je pa zdaj razlika med njimi? Uspavalni oziroma vrtni ali opijski mak je trpežna enoletnica, zraste nekje 1,2 metra visoko, ima velike, grobe, nazobčene, srebrno-zelene liste in pa velika cvetna stebla s cvetovi, 4 cvetnimi listi, ki so lahko pa bele, rožnate ali pa svetlo-vijolične barve. Potem imamo kalifornijski mak, je tudi enoletnica, je v sorodu s pravimi maki in je močno odporna na vročino in sušo. Doma je pa predvsem v zahodnem delu Združenih držav Amerike. No, pri nas pa imamo seveda rdeči poljski mak. Zelo veliko ljudi, čeprav je v tesnem sorodu z uspavalnim makom, misli, da ima podobne narkotične učinke, vendar ni res. Torej, ta mak nima narkotičnih učinkov. Namesto tega se v ljudskem zdravilstvu uporablja predvsem kot tradicionalno zdravilo za blaženje dihalnih stanj, kot so na primer razni dražljivi kašlji, prehladi. Ima blago pomirjevalni učinek, torej je zelo koristen za lajšanje slabega in motenega spanja. Kaj se pa uporablja pri rdečem maku? Cvetni listi. Tile rdeči cvetni listi, to se nabirajo v suhem vremenu, pazite le, da niso mokri. Cveti le nekje v dopoldanskem času, tako da ga morate kar kmalu zjutraj nabrati. Seveda mogoče počakajte nekje do kakšne 11. ure, da ga medtem še žuželke lahko lepo oprašijo. Poleg tega pri poljskem maku lahko uporabljate tudi kasneje semena. Torej pač ni potrebno kupovati tistega maka v trgovini in si ga lahko sami vzgojite doma. Zaseje se sam naprej, kot lahko vidite, mogoče malo v tej smeri, se pri nas sam takole nekako zasaja. In raste sam po svoje. Sicer malenkost mi ga je že zdajle odpihnil veter, vendar kljub temu vsako jutro je tule polno rdečih, močno odprtih cvetov. Je zelo medovita rastlina, vse žuželke ga imajo zelo rade, tako da upam, da bo našel kakšno mesto v vašem vrtu. Poleg tega, da pač nabirate zdaj cvetne liste in jih posušite in kasneje potem uporabljate v čaju, dobro je, da ga mogoče kombinirate s kakšnimi drugimi zelišči, ker nima neke močne arome, da pa zelo lepo temno rdečo barvo. Poleg tega imajo potem zato otroci tudi radi takšen čaj. Lahko si pa iz njega naredite tudi mazilo poljskega maka. To se pa dela na takšen način, da poberete liste, sveže, in jih namočite na olivno olje. Kot veste, mogoče tisti, ki ste obiskovali naše delavnice, kadar delamo macerate iz zelišč,
jaz oziroma na naši kmetiji nikoli ne dajemo nič na sonce. Razen šentjanževko in pa cvetove poljskega maka. To dvoje je edino, kar damo na sonce. Posebnost pri izdelavi macerata iz poljskega maka je ta, da pač se mora macerirati 100 ur na soncu. Torej, vsak dan, kadar je sonce, mora biti macerat na soncu, zvečer ga pospravimo nazaj v notranjost. Kaj s tem delamo? S tem cvetovi poljskega maka na sebe akumulirajo sončno energijo. In ko po 100 urah dobimo mi macerat, ga seveda lepo prelijemo in natočimo v temne stekleničke. Tisto olje potem uporabljamo za masažo, lahko si pa pripravimo seveda tudi, če mu dodamo čebelji vosek, si pripravimo mazilo iz poljskega maka. Tisto pa je odlično za masažo mišic, veznega tkiva, oživi veliko čutov in energizira življenjske sile. Torej je zelo dobro za naše čakre. Iz njega si lahko pripravite tudi sirup, podobno kot da delate iz bezgovih cvetov ali pa iz mete, melise in tako naprej, to že verjetno tudi pridno delate, si lahko pripravite tudi iz cvetov poljskega maka. Da močno rdečo barvo, zraven pa je fajn, če kombinirate kakšno zelišče, ki ima še neko aromo. Kot sem že povedala, listi poljskega maka nimajo eteričnih olj. Zelo lepa rastlina, jaz upam, da jo boste pridno prebrali. In pa gremo zdaj še malo naprej. Naslednja rastlina, mislim pa, da jo že tudi vsi dobro poznate, je pri nas začela zdaj komaj lepo dobro cveteti, to je pa rman. Rman se pač v ljudskem zdravilstvu uporablja za lajšanje prebavnih težav, torej prebavni krči, pomanjkanje apetita, napihnjenost, napenjanje, blaženje bolečin in krči v predelu medenice, torej je zelo odlična žensko zelišče, torej če so težave z bolečimi, močnimi menstruacijami. Uporabljamo seveda posušeno zev. To pomeni, da lahko pobiramo poleg cvetov tudi en del stebla in liste. Ni potrebno, da uporabljate samo cvet, lahko odrežete takle zelišča in ga posušite. Zdravilno je oboje, oziroma bom rekla vse, s stebli vred. Uporablja se pač tudi lahko v prehrani, lahko si naredimo iz njega tinkturo, zelo dobro pa je tudi mazilo iz rmana in se uporablja za rane, ki se slabo celijo. No, jaz upam, da sem vam kar dosti informacij podala, da si boste lahko sami naprej pomagali, pridno nabirajte in se vidimo naslednji teden. Lep pozdrav!